Zelo smo veseli, da je za nami že 6. poletna grajska dogodivščina v Posavskem muzeju Brežice. Tokrat kljub je bila malenkost drugačna, namreč krajša, trajala samo 3 dni. Sprejeti smo morali kar nekaj ukrepov, od nošenja mask do razkuževanja, potem tudi do zmanjšanja števila udeležencev. Ponovadi smo sprejeli tudi 50-60 otrok, tokrat pa zaradi ukrepov smo morali zmanjšati na 30. No in že v 3 dneh smo imeli dogodivščino zasedeno, torej vsa prosta mesta so bila že zasedena in smo bili zelo veseli. No pa če gremo k samem programu, prvi dan, začeli smo 1. julija in sicer kot ponovadi vsako leto z pozdravom naše direktorice, z razdelitvijo majic otrokom. Leto smo imeli take svetlo-modre, leto je namreč posvečeno elementu zrak. Temu je bila posvečena tudi prva aktivnost in sicer obiskala sta nas 2 pilota iz javnega gospodarskega zavoda Cerklje ob Krki, letalskega centra Cerklje ob Krki in nam predstavila poklic pilota, delovanje letala, sestavo letal, kar je bilo otrokom zelo zanimivo, celo vprašanje je bilo z njihove strani. No, zaključili smo pa to aktivnost na tak zabaven način, otroci so s papirja lahko izdelali taka malo bolj zahtevna letala in na takem prav posebnem tekmovanju preizkusili njihovo delovanje. No, po drugem delu tega prvega dne smo pa izdelovali v okviru projekta Črno-belo bogastvo piškote krškopolcev s pomočjo modelčkov, ki so bili izdelani v naši konzervatorsko-restauratorski delavnici. Druga skupina otrok si je pa v tem času udeležila delavnice izdelovanja štukatur z mavcem in glino. Potem drugi dan je bil bolj posvečen ogledom naših najbolj aktualnih razstav, predvsem razstav Ptice Vrbine Branka Brečka, ki je pri nas na ogled od začetka marca, potem razstave o naši prvi posavski čebelarki Slavi Račič, potem razstave, prenovljene stalne umetnozgodovинske razstave, ki je v drugem nadstropju, in pa najbolj aktualne razstave, tukaj zadaj za mano v galeriji, ki je bila odprta ob 170-letnici Pihalnega orkestra Kapele. Obiskal nas je tudi del članov Pihalnega orkestra Kapele pod vodstvom dirigenta Sebastiana Borušaka, ki je predstavil vsem udeležencem tudi tista najpomembnejša glasbila, ki sodijo v njihov pihalni orkester, njihova delovanje, in za konec so nam tudi eno pesem zaigrali. Potem, seveda, ta dan je bil namenjen tudi delavnicam izdelovanja ribic iz biomase. To je bila delavnica v okviru projekta Ribe na varstvenem območju. Ena delavnica, druga je bila pa tudi prikaz izdelovanja votivnega prašička, ki ga je pa prikazal naš konzervator, restaurator Davorin Prah. To je bila pa tudi delavnica v okviru projekta Črno-belo bogastvo. Pa če gremo še k zadnjem dnevu, zadnji dan, smo pa pričeli zopet povezavi z elementom zrak in sicer smo zjutraj najprej izdelovali vetrnice, potem nas je kasneje obiskal župan in se skupaj z nami posladkal z sladoledom, seveda otroke lepo pozdravil in so ga bili zelo veseli. Potem v zadnjem delu naše poletne grajske dogodivščine smo imeli pa kulinarično delavnico, tako kot vsako leto z gostilno Kunst. Kuharja Marko in pa Aljaž sta nam pripravila 2 zelo zanimivi jedi in sicer ta delavnica bo potekala v okviru projekta Ribe na naravovarstvenem območju. Koliko otrok je letos sodelovalo? Tako, letos, kot sem že povedal, smo morali sprejeti ukrepe in na podlagi tega smo se odločili, da omejimo število otrok na 30 in tako ravno 30 otrok se je udeležilo letošnje poletne grajske dogodivščine. V čem času otroci so morali uporabljati maske, niso, kako so Ja, upoštevali smo takšne ukrepe strani NIJZ in sicer tako, kot so otroci to počeli v šoli, torej za tiste otroke, ki so bili starejši 12 let, je bila maska obvezna, za tiste mlajše pa ne. Seveda mi vsi zaposleni in pa vsi drugi animatorji, prostovoljci, za katere smo zelo veseli, da so se tudi letos odzvali na našim prošnji, so prav tako smo vsi nosili maske, v zaprti prostori zunaj ne, v zaprti prostori pa seveda obvezno. Če sedaj analizirate to, je to tisto, kar ste si predstavljali, ste zadovoljni z doseženim? Ja, lahko rečem, da smo zelo veseli, smo zelo zadovoljni, da nam je sploh uspelo, glede na trenutne razmere, izvesti poletno grajsko dogodivščino, sploh pa zato, ker so bili otroci zelo veseli, navdušeni in se vsako leto z veseljem vračajo na našo poletno, pa seveda jesensko in pa zimsko grajsko dogodivščino. In že komaj čakamo na jesensko in upamo, da ne bo ta koronavirus nam jo zagodel mogoče takrat.